Dobro večer vsem skupaj. Čakali smo, da se prešteje večina glasovnic. Kot ste tudi sami videli, je rezultat tesen. Razlika med Slovensko demokratsko stranko in Socialdemokratsko stranko je manjša, kot je število neveljavnih glasovnic. Potrebno je počakati tudi glasove po pošti in potrebno je počakati glasove iz tujine. Torej, zaradi vsega tega zelo težko govorimo o relativnem zmagovalcu teh volitev. Če drži rezultat vzporednih volitev in tega, kar je bilo doslej prešteto, ne velja moja pogojna čestitka gospodu Pahorju, socialnim demokratom, dokončno pa moramo do tega, da to čestitko izrečem tudi uradno, počakati na vse preštete glasove. Tujina je bilo poslanih, mislim, da preko 40.000 glasov in skupaj z temi glasovi, ki še pridejo po pošti, je zelo verjetno, da se obe stranki po številu mandatov v državnem zboru izenačita, če ne tudi po številu glasov. Tudi tako imenovane absolutne zmage tranzicijskega levega trojčka ni. Niso osvojili večine mandatov, ki so potrebni za večino v državnem zboru, in tudi z tega vidika je verjetno še vse odprto. Kljub temu pa je koalicija, ki se je nekako sestavila zadnjih teden pred volitvami, tudi po teh rezultatih, kolikor so lahko dokončni, dobila več glasov od koalicije, ki je doslej imela večino v državnem zboru, čeprav ni nastopila kot koalicija na teh volitvah. Torej lahko govorimo o verjetnosti, da bo tako imenovani levi tranzicijski trojček sestavil prihodno vlado oziroma da ima za to več možnosti, ne glede na to, ko bo relativni zmagovalec teh volitev, potem, ko bodo prešteti vsi glasovi. To zelo verjetno Slovenijo vrača v nek čas ideoloških delitev. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Mi smo si želeli po teh volitvah oblikovati široko razvojno koalicijo. Zato smo potrebovali zmago z veliko oziroma občutno razliko. Te zmage nimamo, zato danes na tej podlagi ne moremo graditi nobenih zavez za prihodnji mandat. Želel bi pa izkoristiti to priložnost, da se še enkrat zahvalim volivkam in volivcem, ki so glasovali na teh volitvah. Volilna udeležba je bila dobra, to je pomembno za legitimnost teh volitev. Iz udeležbe oziroma iz podatkov, ki jih je predstavila Državna volilna komisija, je vidno, da je bila še posebej velika udeležba v nekaterih centrih, še posebej v Ljubljani. Če pogledamo te začasne rezultate, vidimo, da je Slovenska demokratska stranka zmagala v 5 volilnih enotah od 8. In to prepričljivo. Kar seveda pomeni, da je, če bo tako ostalo, Ljubljana premagala večino ostale Slovenije. Tudi sama udeležba v teh centrih je v primerjavi z udeležbo na zadnjih volitvah ali v primerjavi z udeležbo na dosedanjih volitvah višja, kar seveda kaže na izjemno mobilizacijo, predvsem na ideološki podlagi. Ampak ne glede na to, vsak volivec in volivka, ki je šel na te volitve, si zasluži zahvalo. Tisti, ki niso šli, so prepustili odločitve tistim, ki so na volitve šli. Treba bo za prihodnost, verjetno tudi, ko govorimo o problemu in o volitvah, o vplivu demokracije na razvojno vprašanje in vprašanje enakega razvoja ali pa enakega regionalnega in demografskega razvoja Slovenije, upošteva tudi to, da glas centra in glas podeželja šteje enako, da glas revnega šteje enako kot glas bogatega. Morda to ni bilo ravno v ospredju na teh volitvah. Zahvala tudi vsem mojim sodelavcem, ki so trdo delali v tej volilni kampanji. Hkrati tudi zahvala moji ministrski ekipi, če ne bo več ponavljala tega mandata. Gre za ekipo, ki je v teh zadnjih 4 letih nosila na ramenih breme razvoja Slovenije, ki je morala
včasih tudi preskakovati zelo velika polena, ki jih je dobivala pod noge, od Strojanovih do obtožb o dogovarjanju v Piranskem zalivu, diplomatske depeše in nazadnje celo obtožb o korupciji. Ob tem pa se je morala pripravljati tudi na vodenje Evropske unije in je to Evropska unija v prvi polovici tega leta tudi zelo uspešno vodila. Mi bomo zelo veseli, če v prihodnja vlada kakršnakoli bo, brez izgovarjanja na konjunkturo ali pa nekonjunkturo, ponovila te makroekonomske kazalce, ki jih zapušča ta vlada ob koncu tega mandata, najnižjo brezposelnost v zgodovini te države, najvišjo gospodarsko rast in tudi povprečje med rastjo in inflacijo bistveno boljše, kot je bilo kadarkoli v kateremkoli mandatu v zgodovini Slovenije. Toliko, če so kakšno vprašanje, pa 3. Hvala lepa.